Kakšen je završki pogled na to, kaj se je dogajalo na igrišču danes? Ja, čestitke Kopru na zaslužene zmagi, kajti oni su dvakrat zadeli, mi smo zadeli samo enkrat. Tekma je bila zanimljiva, mi smo iskali zmago, ampak danes nismo bili na enem nivou tistih igri, katere smo imeli zadnje tri. Zelo težko smo prihajali v priložnosti. Koper je eno trdo organizirano moštvo, ki igra odlično obrambo in ima dobre protonapade. Mi smo se pripravili za takšno tekmo. Koper je povedal, pa mi izjednačili, potem smo napravili en pritisk, drugi polčas en pritisk na Koper, ampak 90 igralcev Kopra, ki je igralo dobro obrambo, nismo mogli prebiti in potem spet tisti zadetek, ki nas spremlja v celo sezono, defanzivni skok, kjer smo slabo posredovali in na kraju zaslužena zmaga Kopra. Fanti, nimam kaj očitati, so se borili, so iskali zmago, ampak danes je tekma dišla v smeru Kopra. Ali tako generalno gledano Zavrč potrebuje boljše igrišče, da uresniči svoje zamisli? Pa gledajte, vsi misle, da nama tisto krajše igrališče koristi, ampak mi imamo igralce, ki znajo igrati, ki iščejo več prostora in ko se ekipa zapre, kot igra eno trdo, čvrsto obrambo, kot jo igra Koper, potem i mi imamo probleme na tistem malem igrišču in potem je nama zelo težko ustvarjati priložnosti in davati zadetke. Kako velika je želja, da končate kot četrti, če se ne motim, je vendarle tudi Gorica danes izgubila tekmo? Ja, hoteli smo. I danes smo imeli eno i dobro atmosferu i imeli smo dobru pripravu za tu tekmu, igralci su hteli zmagati i žal, kajti Gorica je izgubila tekmu da končamo na tom 4. mestu, ampak tisto 5. mesto menim da je uspeh za klub, kakšen je Zavrč v tistoj prvoj sezoni. Dejan Kurbus, poraz proti drugovrščeni ekipi v prvenstvu, a je to razočaranje za Zavrč v tem trenutku? Ne, mi smo svoje opravili za zmago proti Rudarju. Ta poraz ni nič čudega. Gremo v nedeljo na zmago proti Olimpiji in ja, če ga ne daš, ga dobiš. To se je danes pokazalo, tako da nismo razočarani. Kaj je danes zmanjkalo? Zmanjkala je ta koncentracija v zaključku napada in pa več odločnosti v obrambi. Recimo konkretnost pri teh napadalnih akcijah. Ste več poskušali od Primorcev? Oni pa so se izkazali ravno s tem, ko so imeli priložnost, so jo izkoristili. Ja, mi smo, kot pravim, imeli veliko predložkov in niso bili naši napadalci skoncentrirani, tako da v obrambi pa mogli bi bliže stopiti igralcem v prekinitvah, saj so nam dali iz prekinitve gol. Konkretno vas smo videli že na marsikaterem položaju, danes celo na mestu zadnjega veznega igralca. Ste navajeni te pozicije? Ja, prejšnjo leto sem igral večinoma zadnjega veznega, letos igram bolj bočnega. Trener se je odločil, da bom na tej tekmi uporabil za zadnjega veznega in mislim, da ga nisem razočaral. Mogoče najprej o taktičnem načrtu danes na tem zahtevnem igrišču in koliko ste Koprčani v tem na koncu bili uspešni, oziroma uspešni ste bili, ampak glede same igre. Diciamo, noi abbiamo una filosofia di gioco ben... Mi imamo tečen sistem, ki deluje in s tem sistemom igramo vsako tekmo. Rajši kot o taktiki bi danes govoril o odlični predstavi, katero so prikazali moji fantje. Mogoče o učinkovitosti koprske ekipe, ki je letos zares, ko dobi priložnost, navadno izkoristiti se takšne, kot so bile danes. Diciamo che Ta ekipa se je naredila z velikim delom na treningih in to smo potrebovali na tekmah. Če gledamo mednarodni nogomet, lahko vidimo, da se tekme dobivajo na podobne načine, po skrajšanih kotih ali prekinitvah. Na temu mi delamo in danes je zmagalo s podobno situacijo, s prekinitvijo, s katere je Jaka zabil gol. Kljub temu smo pokazali, da želimo igrati kljub slabemu igrišču in zmaga je bila povsem zaslužena. Morda še v zadnjem kolu vse je v vaših rokah za
Ne glede na vse moramo biti zelo zadovoljni s prikazanim v tej sezoni. Nedvomno bi bil nekoliko nezadovoljen, če ne bi končali kot drugovrščeni, ker mislim, da smo si drugo mesto tudi zaslužili s prikazanim na igrišču. Jaka Štromajer, strelec 2 golov danes, odločilni mož na igrišču, z tega stališča lahko rečemo, je bilo težje, kot ste pričakovali v Zavrču? Teren sigurno, no, nismo pričakovali tako težek teren, nasprotnik pa ne, mislim, smo pričakovali zelo težko tekmo, no. Tako kot se je tudi izpostavil na koncu, no, in srečno zmaga, no. Koliko je motiva za Koper v teh zadnjih kolih, da končate na drugem mestu? Ja, motiva je ogromno, no, velika želja, no, da končamo na drugem mestu, zdaj pred Velenjem imamo 3 točke prednosti, igramo doma tekmo, tako da sigurno bomo šli na vse, no, da osvojimo to drugo mesto. Rekli ste slabši teren danes, kako ste se kot napadalec spoprijeli s tem? Ja, mislim, tekma je bila težka, no, to v vsakem primeru, veliko vode, mehak teren in glede na to, da igra ni bila glih taka, kakršno pričakuješ, se bolj osredotočaš na tiste šanse, ki jih dobiš, no, in je treba izkoristiti vsako šanso, no, ko pride, več ali manj o tem razmišljati. Za Koper je tako, da navadno takšne šanse izkoristi. Ja, recimo, to sezono je res bilo tako, no. Ne vem, lahko rečemo, da smo glede tega dokaj zrela ekipa, no.